No, Črna Gora je v regiji naši bivše nekdanje Jugoslavije zdaj kar nekakšen zgled v približevanju Evropski uniji. Slišim tudi dobre vesti iz Bruslja, da bo verjetno že kmalu začela pogajanja za članstvo. Tema, o kateri se pogovarjamo, ženske na odločevalnih položajih, na visokih položajih v politiki in v poslovnem svetu, pa je še vedno danes zelo občutljiva tema. Veliko smo že dosegli v Evropski uniji, ampak če pogledamo države okoli naše soseščine, je razkorak še zelo velik. Tudi znotraj držav Evropske unije imamo zelo velike razlike. Če pogledamo samo, kar zadeva enako plačilo za enako delo ženske in moški, razlike so še vedno več kot 17%. V upravnih odborih velikih podjetij je danes komaj 3% direktoric po vsej Evropski uniji. V politiki recimo, v Evropskem parlamentu nas je danes 35% žensk, recimo v nacionalnih parlamentih v državah članicah Evropske unije je ta odstotek bistveno manjši, 24%. Torej, lahko bi se pogovarjali o tem, da so potrebne kvote, v politiki že obstajajo, danes bomo govorili tudi o tem, ali jih uvesti v poslovnem svetu in jaz mislim, da je to zelo dobra izkušnja tudi za črnogorsko delegacijo, da se vključi v pogovor. Dobro poznate razmere na Balkanu. Kako se na tem območju ženske vključujejo v politiko, v poslovni svet? Je to, glede na to, da se približuje tudi Evropski uniji, opazen razkorak s preteklostjo ali je še ta proces prepočasen? Absolutno je proces vključevanja žensk v politiko in pa seveda v poslovni svet v Črni Gori in pa v preostalem delu Zahodnega Balkana prepočasen. Zaradi tega je koristna vsakršna izmenjava dobrih praks, dobrih izkušenj. To je še vedno domena nacionalnih vlad. Evropska zakonodaja spodbuja, daje smernice, vendar pa države same odločajo, kako bodo zagotovile zadostno zastopanost in enakost žensk in moških. Ta svet, države kandidatke, ki so šele na poti v Evropsko unijo, bi rekla, so še nekje na začetku. Razkorak je velik, zaradi tega jim skušamo pomagati. Vi, ko pridete na obisk v Albanijo, Kosovo, Črno Goro, Makedonijo in se pogovarjate z politiki, ali odpirate tudi morda to vprašanje? Vprašanje žensk vedno odpiramo, evropski političarke in politiki, ki prihajamo v Zahodni Balkan, na Zahodni Balkan, zaradi tega, ker je to zelo zaskrbljujoča tematika, ker žensk ni dovolj, posebej ne v državah Zahodnega Balkana, na vodilnih položajih, ne v politiki, ne v nacionalnih parlamentih ali vladah. V Črni Gori sicer je situacija še razmeroma dovolj dobra, kolikor mi je poznano, pa vendar bi si ženske zaslužile večjo pozornost. Treba pa je v tem kontekstu zagotoviti, da imajo dobre pogoje za delo, torej otroško varstvo, da so lahko fleksibilne in prožne pri svojem delovnem času in da lahko ta svoj profesionalni način življenja usklajujejo seveda svojo družino. Večina političark je tudi seveda so matere. V Sloveniji imamo zanimivo situacijo. V parlamentu se je ženska kvota povečala, v izvršni oblasti pa praktično zmanjšala oziroma izničila. Kako to? V Sloveniji je odstotek po mojih informacijah žensk v upravnih odborih nekoliko celo narastel letos. Mislim, da je 15% žensk v upravnih odborih velikih podjetij. V politiki, v parlamentu je kar zadovoljiv odstotek, še vedno pa so ženske v manjšini. Kakorkoli obrnemo, če pa pogledamo po drugi strani, po akademski izobrazbi, so ženske v povprečju Evropske unije bolj izobražene kot moški. Torej, moramo izkoristiti te neizkoriščene talente.